štartamo tam, da Ukrajina ima državo. Kurdistana pa pravzaprav se nikoli ni uspel vzpostaviti na takšen in drugačen način. Začne se tle. Potem pa je to vaše vprašanje, najverjetneje vprašanje dvojnih standardih na takšen in drugačen način. Gre se zaradi tega, ker veste, da je Švedska strani Turčije dobila podporo. Njen pogoj je turški kjer. In iskreno upam, da bo tistim Kurdom, za katere je dobila zdaj navodilo, da jih naj vrne da bo poskrbela za to, da bodo šli živeti kam drugam. Ne pa na Švedske, da bo poskrbela za njih. Upam, da so vsaj to pa. Za teroristično. To pa je, to je sestavno del tega izsiljevanja, na katerega se je na nek način pristalo. Sem govoril za Švedi in po eni strani hočejo biti hkrati v paketu z vsemi ostalimi skandinavci, na ta način tudi razmišljajo o teh zadevah, ko je Finska rekla, da gre in Švedski preostalo več ničesar drugega, vidi se, da sledi Finski. In Finska je tokrat prvič vsaj približno lahko sama definirala svoje zunanje politične prioritete. Do takrat je pač igrala vlogo tampon-zone, v bistvu, ki je bila na nek način politično prisiljena v neutralnost, na ta način sobivala skozi celotno hladno vojno in potem nadaljevala. Ampak to je ta vidik, je pomemben. Dejstvo pa je, da izseljevanja Turčije se ni zgodilo v odnosu do Finsko. Zgodilo se je v odnosu do tistih, do katerih so pač to lahko naredili. In bomo videli, kaj do česa bo vse skupaj pregledali. Jaz iskreno upam, da to ne bo vplivalo na usode teh ljudi. Zahteve Turčije, pa tudi že do naše države, takrat, ko smo pomagali tistim, ki so pribežali v Slovenijo, relativno zelo visoke, pa smo jim kljub samo na koncu, sicer po mojem prepozno, kot prej, ampak to po mojem ti nam ni bila zavestna politična odločitev, ampak to administrativna rutina, ki žal pri nas še vedno prevladuje, neodvisno od vsakokratne vlade. Tudi ta del je treba upoštevati, vse, kar se tiče samih migrantov. Drugače pa so številni dvojni standardi, ko se vprašujemo o vprašanju človekovih pravic, se pri Turčiji pogosto pogleda stran, ampak hkrati pa na način Evropa zvezane roke, ker je Turčija odnaša toliko in toliko migrantov, ki bi drugače prišli na evropsko zemljo. In zdaj temu lahko rečete real politika, ali pa rečete pragmatizem, ali pa ne vem kako. Lahko se zavzame stališče proti temu, realno pa zelo težko kaj pametnega glede tega vprašanja narediš. In neodvisno od tega, kaj si mislimo, Turčija bo najverjetneje preprečevala ustanovitev kakršnekoli kurdske države, kjerkoli v regiji. In je dovolj močno, da to pravzaprav počne in še vedno ostala članica. Se prav vsoda 70-ih teh Kurdov, ki mora Švedska vrniti kot teroriste nazaj v Turčijo, je nepomembno. Ne, je. Jaz mislim, da je absolutno pomembno. Zato sem rekel, plediral Švedu, da jim pomagajo, če so pristali na take zadeve, da jim pomagajo, da bojo lahko življenje nadaljevali v kateri drugi skandinavski ali pa katerikoli drugi državi. Ne, da jih vrnejo. Ker če bojo prav čas šli z področja, potem jih pač ne morajo vrniti. Iskreno upam, da se bodo šli tega vidika mednarodne politike, ki je tudi samoumeren. Pristaneš na neko stvar, ampak se zgodi, da ne moreš realizirati. Ker odločitev je pa pravzaprav, in pelješ ta postopek tako dolgo, dokler turški parlament ne reče ja, ker pa mora vsak parlament reči ja. Dvojna merila gotovo, ravno zaradi tega je pomembno krepitev vladavine prava in mednarodnih, če kdo to razume, smo to lahko mi kot majhna država v
zgodovini vselej izpostavljena mnogim težnjam večjih. Ravno to je ta multilateralni svet, kateri se je izpostavil po vojni in je vsakič znova predmet, bom rekel, razprav. In stališče Republike Slovenije mora biti tukaj jasno, za pravila morajo biti vsaj enaka kot manjša država, še toliko bolj se moramo zavedati tega načela. Tisto, kar je v danih okoličinah mogoče za izpostaviti, to ne gre vprašanje samo za Kurde. Kurdi so mogoče v tem kontekstu širitve NATO bolj izpostavljeni, koliko razume, Erdogan ima določene težnje tudi po temu, da bi se tudi njihove opozicijske aktiviste preganjali širom po svetu, ne samo tiste, ki so kurdske narodnosti. Erdogan je, koliko je moč razbrati iz medijev, celo grozil o morebitnem izstopu Turčije iz NATO, kar bi predstavljalo še dodatno varnostno vprašanje, ne samo za Evropsko unijo, ampak za celoten zahodni svet. Da so to določeni kompromisi, žal, temu se moramo izogniti in jih mora biti obsoditi. Sem prepričan, da Švedska kot država z visoko stopnjo demokratičnosti, z veliko tradicijo, najverjetneje bo iskala rešitve, da se tem ljudem zagotovi vseeno neko pravno varnost. Na kakšen način, ne vem, premalo poznamo mi v Sloveniji in v Evropi to vrstne pogovore, okoliščine, na kateri so potekali. Seveda, tukaj gre za drugo vprašanje, in sicer geopolitično strategijo, ki vključuje gotovo tudi Turčijo, ne samo vizavi begunske krize, tudi vizavi do grškega vprašanja in seveda koriščenja naravnih virov v Egejskem morju. To je real politika, na katero moramo kot majhna država vselej izpostavljati in problematizirati vidik vladavine prava. Zakaj? Zaradi tega, ker ne smemo nikdar pustiti, da se bo to vrstna vprašanja reševalo iz položaja argumenta moči. Torej, Turčija je velika država, tudi vojaško in obrambno izjemno dobro pripravljena in gotovo to počne iz tega položaja. Evropska unija je pa tista, ki mora zagotavljati pravno varnost v vrstnih početjih tudi posameznikom, ki prihajajo iz drugega okolja. Torej, enoznačnega odgovora tukaj ni, gotovo je pa za poudarjati in obsojati to vrsta ravnanja, koliko niso v skladu z mednarodno pravo in ki ne zagotavlja, kot sem že dejal, pravnega varstva posameznikom, ki so žrtve, bom rekel, dogovarjanja geostrateškega pozicioniranja velikih držav. Kurdi so zagotovo narod, ki plačuje neko ceno oziroma desetine milijonov ljudi, narod, ki ne more stolniti svoje države, odpeti med Turčijo, Sirijo, Iranom, Irakom in se jim zagotovo skozi stoletja že godi ta krivica. Realnost danes je takšna, da imamo v tej politiki nekatere predsednike, diktatorje, ki so že 20 let na oblasti in je kar precej podobnosti. Tudi eno, ko se vpraša po razliki, drugo so podobnosti. Sam ocenjujem, da če gledamo in na eni strani Turčijo, Rusijo, pa tudi Kitajsko, so to 3 cesarstva, kjer ta duh cesarstva še vedno na nek način je v zraku ves čas, te težnje po obvladanju prostora. In drugo, kar je lastno tem sistemom, je, da na zelo brutalen, nedemokratičen način zatrejo vsako gibanje, ki se zgodi. Zdaj situacija z Ukrajino gre dejansko za katastrofalno z ničemer izzvano vojno in kjer je pač Rusija kot ta velesila, vojaška, strateška, se odločila za ta brutalni napad in na nek način vidimo, kaj se dogaja. Vse verjetnosti bo del območja zavzela, se s tem po mojem osamitev spravila Rusijo za leta, desetletja. Po drugi strani pa mirno lahko rečemo to, kar tudi kolegi priznajo na švedskem, finskem, v naši poslanski skupini, ki smo več čas zagovarjali, tudi ta vstop. Pravijo, lahko so najbolj hvaležni Putin. In da so tukaj še eno drugo paralelo potegnili. Kot smo imeli v Sloveniji leta 90, kakšne dvome, pa še kdo kolebo o tem, ali bi šli, da je samostojna država ali ne, se, mislim, lahko Milošević zahvalimo, da
da smo se dokončno odločili in enotno nastopili v tej zadevi. In podobno vlogo zdaj igra Putin v tem, kako je konec koncev tudi NATO, če hočete, Evropsko unijo, pa na nazadnje Švede in Fince dobesedno potisnil v NATO, kajti to, kar so nam kolegi iz baltskih držav, pa tudi iz Poljske več čas govorili, pa smo jih drugi kar malce po sprašanjem gledali, da je ta grožnja realna in da se to lahko zgodi, se zdaj na primeru Ukrajine to tudi sliči. Zagotovo, kot sem že dejal, to, kar se dogaja v Ukrajini, je presega to, kar se dogaja službi danes in številni ljudje umirajo, po drugi strani se pa tam skozi zgodovino in skozi desetletja, stoletja, ta zgodovinska krivica njim vodi. Če smo mislili, da živimo v idealnem svetu med idealnimi ljudmi od 24. februarja, smo še toliko bolj lahko pripričani, da ne. Zato so tudi odločitve, kjer je precej najbolj težka odločitev tudi za te aktiviste, oziroma njihove predstavnike na Švedskem, za Švedsko in za Finsko, vendar upam, kot je Milan dejal, da bo kaj modrosti, bo pa po svoje tudi zelo zahtevno, kajti te ratifikacije so le potrebne v vseh teh parlamentih in tudi Turki vidimo, da znajo na zelo brutalni način izsiljevati. To je zadnji boj. Ja. To se pravi, da so bojo ti kolateralna škoda teh pogajanj. Glejte, koliko je bilo kolateralne škode v blagovnici, koliko jih je v blokih. Kot sem že rekel, ne živimo v idealnem svetu. Čeprav si ga bi najbolj vsi živeli, pa čas tako v Evropi obnašamo, kot da živimo v idealnem svetu. Vendar je zelo, zelo krut.